Glejte, jaz bom rekel takole, s pravosodjem se nisem pravzaprav nikoli v življenju posebej srečeval, v tem mandatnem obdobju pa dejansko izjemno veliko, glede na to, da vodim odbor, ki se ukvarja s področjem pravosodja. Prva zadeva, ki mi pade v tem trenutku na pamet, za nazaj, tamle v letu 2009 sem kritiziral neko odločbo Ustavnega sodišča in takrat so me pozvali konkretno v LDS-u, da naj kar vrnem poslanski mandat in da naj odidem iz parlamenta, konkretno je bila to gospa Kresalova, pa če me je pozabila pravzaprav, da poslanci postavljamo ministra in ne obratno. Ampak takrat se je nekako začela situacija, kaj smemo pravzaprav reči o pravosodju? Ali lahko politiki karkoli povemo na to temo? Padale so zelo jasne teze, ne vse, kar je v sodstvu, je nedotakljivo, to je nedopustno, to je mešanje politike v pravosodje in tako dalje in tako dalje. Sam sem se že takrat postavil na stališče, ki se mu je reklo, sodstvo mora biti neodvisno. Vendar pri odločanju pomeni, če je nekdo v kazenskem postopku, bo odločitev sodišča in mora biti zelo jasno sprejeta neodvisno. To pa ne pomeni vsega ostalega. To ne pomeni, ali sodnik hodi v službo ali ne hodi. To ne pomeni neodvisnost, če sodnik enostavno mu kupi stvari zastarajo, tožilcem ostanejo nekaterim v omarah, in tako dalje in tako dalje. Sam tega seveda nisem nikoli štel za neodvisno sodstvo. In pred 3 leti, moram reči, je bilo zelo malo strank v parlamentu ali pa izven, ki bi bile pripravljene karkoli reči na to temo. Kaj šele, da bi govorile o kakem ustavnem posegu v slovensko sodstvo. Današnja soočenja po Sloveniji, ko poslušam predstavnike drugih strank, prepričujejo, da so tiste politične stranke, ki ne govorijo o reformi sodstva, že v manjšini. In da velika večina pravzaprav govori o reformi ali o ustavni reformi. Seveda, jaz mislim, da je zelo vpliva na to stanje mnogo stvari. Prva stvar je trajni mandat. Vete, če nekdo dobi trajni mandat pri 30 in nekaj letih in ga do 65. leta nihče nič ne vpraša, kaj počne, kaj dela in kako dela, potem verjetno to ni garant kake pravične države. Dalje, sodniki ne nazadnje, moramo kar priznati, se so si v bistvu kar plače sami določili, kar se meni vsaj osebno zdi moralno zelo sporno. Seveda ni vprašanje neodvisnosti soditi ali ne soditi. Ali soditi vsake 14 dni in malo, da primeri zastarajo. Skratka, kar se tiče mojega pogleda na to situacijo, bom rekel takole. Naš pogled, ali pa vsaj moj pogled, naš pogled SDS, vprašanje pravočasnih odločitev. To ni stvar neodvisnega sodstva. Sodstvo mora odločitve prinašati v razumnih in pravočasnih rokih. Vprašanje zastaranj. To ni stvar neodvisnosti. To je stvar čisto navadnega reda in discipline na sodiščih, ki jo morajo zagotavljati sodišča. Vprašanje nadzora nad sodnikovim delom. To ni stvar neodvisnosti. Nadzora danes praktično nima, da bom s primeri v nadaljevanju dokazal. Sodna veja oblasti nadzor mora zagotavljati. Vprašanje doseganja nekih primernih rezultatov. Primernih rezultatov. To se da narediti, tega jaz ne poznam v pravosodju. Vprašanje absolutne imunitete. Poslanci že, ne vem, kakšna 2 mandata nikoli ne določimo sami sebi imunitete, če smo toženi ali v kazenskem postopku. Sodniki, jaz vidim, da dnevno ali pa tedensko dobivamo na mandatno imunitetno komisijo primere, ko je sodnik bi naj bil v kazenskem postopku, ampak pravosodni svet reče, ne, to pa ne dovolimo. In poslanci načeloma podpiramo to zadevo. Razen zdaj, v zadnjem letu dni smo tudi parkrat že rekli ne. Vprašanje vodenja sodišč. Jaz nisem več prepričan, da morajo to voditi sodniki. Da lahko vodi tudi kdo drugi. Menedžeri. Poglejte,
Še nekaj treba reči, je imel največ sodnikov na število prebivalcev v Evropi. Ampak hkrati v najdaljše sodne zaostanke. Leta 2004 tisto, kar nam nočejo povedati, smo imeli, to je bil čas pristopanja Evropski uniji, gledajte, je bila situacija relativno jasna. Nemški sodnik Dikov je rekel, kaj? Gledajte, kaj je rekel? Sodniki se ukvarjajo s ščitenjem svojih privilegijev in plačil. Zalar pa mu je odgovoril, no, to so izmišljene, žaljive obdolžitve. Nemška sodišča speljejo okoli 700 postopkov na leto na sodnika, naša pa 220. Münchensko višje sodišče je pristojno za več kot 6 milijonov ljudi. V Sloveniji imamo pa 4 višje sodišče. In tudi ustrezno večje število sodnikov. To še nekaj je treba spomniti. Glede po osamosvojitvi je bilo rečeno za zakonodajo kaj, ne? Da je v trajni mandat lahko imenovan nekdo, ki ni kršil človekovih pravic pri prejšnjem delu, ko je bil sodnik. Praktično vsi so se imenovali v trajni mandat, izločen ni bil skoraj nihče. Skoraj nihče. Zdaj bi pa rad vam povedal, sem še par primerov, ki so taki drastični, s katerimi sem se srečal. Prvi tak primer je bil v letu 9. Veste, da stečajne postopke vodijo sodišča, da jih vodijo sodniki, izvajajo stečajni upravitelji. Vidim Krško, sodnik dosodi 440 000 evrov stečajne nagrade in pri tem pozabi, da mu je že dal akontacijo 140 ali 150 000. Ki se nihče ne pritoži, stečajni upravitelj denar pospravi v žep. A je to pravično do tistih, ki pa plače niso dobili? Tudi 600 evrov ne. Ni. Stečaj je Lana, ki ga tudi vodi sodišče, torej sodnik, stečajni upravitelj sam sebi nakaže 180 000 evrov za administrativne posle svojemu podjetju. Vse je v redu, ne? Sodnik to odobri. Za delavce ni, ne? To mislim, da je. Primer sodnika Zalarja, tudi tak drastičen primer, da je argument, ne? On določi, da tisti psi grejo nazaj Baričeviču, bodimo kar direktni, ne? Uporabi napačen zakon. Zakon, ki sploh ne velja več. Ko ugotovijo vsi pravniki. Potem zahteva vlada, jaz sem tako bil premali, ker sem nekaj pred pozivom ministra ne zahteva nadzor, ne? Potem je vlada zahtevala nadzor in upravno sodišče reče, ne, to pa ne bomo nadzirali. Zadevo potrdi sodni svet, ne, to pa ne bomo nadzirali. Predsednik sodnega sveta postane čez 2 meseca predsednik Vrhovnega sodišča. Vsem pa odloči minister Zalar. To so fakti, to so dejstva. Glede, obrtniki, podjetniki, vi se dobro spomnite, vsaj sam se spomnim 3 samomorov ljudi, obrtnikov, podjetnikov, ki niso mogli plačati delavcev. Zakaj? Ne zato, ker ne bi imeli denarja, zaradi tega, ker niso dobili plačano, že opravljeno delo. Oni so kvalitetno, korektno opravili delo, ni bilo plačil. Sodišče ne odloči, ali pa odločilo čez 10 let. Ampak ti so že vzemni. Vsaj 3 je med njimi. Tule imam še en primer, pogledajte Rogatec, leta 91, 300 ljudi z tega območja, iz Rogatca, napelje kabelsko televizijo, se veste, kako to gre, ne? Poberejo denar po 800 mark, potom s pomočjo krajevne skupnosti, dajo zadevo izvajalcu, izvajalc napelje kabelsko televizijo in jo registrira kot svojo lastno lastnino. Potem jo pa proda. No, zdaj sodišče pa odločilo, 2.3.2011. Postopek se ustavi zaradi zastaranja. Glede, a je to zdaj, to je pravno zelo korektno, vse zastaranje je tudi pravno korektna zadeva, ne? Ampak kaj pa teh 300 ljudi, pa njihovih 8000 mark, 800 mark takratnega časa, koliko je danes, to ne vem. Jaz ne bi nadaljeval s kakimi takimi primeri, ki so mogoče v tem trenutku aktualni, bom namenoma spustil. Za nas je vprašanje, trajnega mandata da ali ne, trajni mandat ne. Jaz si predstavljam približno tak sistem, ko je na fakultetah. Ko tam pri 50. letu starosti je profesor imenovanju rednega profesorja, ki ta naziv pa mu ostane. Ne pa pred 30 letih. Vprašanje notranjega nadzora. Sodna veja oblasti mora vzpostaviti notranji nadzor. Sodnik, ki ne dela, mora biti izločen. Tako kot delavc, ki ne dela, tudi izgubi službo. Alternativno reševanje spora v svetu znano, pri nas to delamo
zelo po domače ali pa tam blizu ministrovega formalno zamrznjenega podjetja, verjetno še nekaj časa. Vprašanje vodenja sodišč, same ni več vprašanje ja ali ne, to nujno sodniki ali ne, ni nujno, za moje pojme ni nujno. Če bolnico vodijo ekonomisti, kar je primer v Celju, ne vidim razloga, da bi mogel zdravnik enako tam, po mojem prepričanju. Tudi vprašanje sodne odgovornosti. Danes nas pozivajo pa rečejo, tisti politiki, ki bojo napadali sodišča, to je zdaj treba predvideti. Skratka, če bo kdo napadal sodišče, odnosno neodvisno vejo oblasti, je to treba inkriminirati kot kaznivo dejanje. Lahko bi zdaj lahko mene odpeljali, glede to, kaj govorim čez njih. Ampak, pazite, jaz mislim, da je treba narediti obratno stvar, da tistim v sodstvu, ki ne bodo delali, ravnati približno enako, kot ravnamo s policisti, ki imamo tudi posebne skupine tožilcev, ki jih preganjajo. Za zaključek zadnji stavek, po mojem prepričanju, da ne bi potem, recimo, po volitvah ali pa čez 4 leta nas spraševali, ja, kaj ste pa vi naredili s sodstvom, ne? Moj odgovor je že danes tukaj, nič, če ne bo ustavne večine. Če ne oblikujemo ustavno večinske koalicije 60 poslancev, stvari ne moremo spremeniti, ali vsaj bistveno ne. Zato je ta večina potrebna. Vsaj, kar se tiče pravosodja, ni možnih bistvenih sprememb brez spremembe ustave.